Državljanom Republike Slovenije poteče v letošnjem letu preko 165 tisoč potnih listov ter približno 213 tisoč osebnih izkaznic. Samo v območni enoti Maribor to pomeni preko 26 tisoč osebnih izkaznic in preko 33 tisoč potnih listin. Poleg opozorila, da k zamenjavi dokumenta pristopite pravočasno, smo se ukvarjali tudi s problematiko izdelave ustreznih fotografij. Fotografije za osebne dokumente si je poleg profesionalne izdelave pri fotografu mogoče izdelati tudi v takšnem avtomatu za fotografije. Pa poglejmo, kako zadeva deluje. Avtomat obljublja enostavno izdelavo fotografije za osebni dokument, ki sicer velja za en od bolj zahtevnih, saj je potrebno upoštevati celo vrsto priporočil in navodil, če ne želite, da vam na upravni enoti fotografijo zavrnejo. Natančno smo sledili navodilom, izbrali ustrezno predlogo, pozicionirali obraz v navidezni krog, nato pa 3, 2, 1. Za 4 fotografije smo odšteli 4 evre, natisnjene pa so bile v hipu, le izrezati smo si jih morali sami. S temi fotografijami bomo sedaj odšli na mariborsko upravno enoto, pa da vidimo, če nam jo bodo sprejeli za izdelavo potnega lista. V trgovskem centru za nami se nahaja profesionalni fotostudio, v katerem bomo naredili našo drugo fotografijo. Če ne drugače, nam mora na upravni enoti uspeti s temi fotografijami. Profesionalna izdelava ni bila prav nič časovno bolj požrešna od tiste pri avtomatu. Slike smo dobili v nekaj minutah, le cena je nekoliko višja. 15,50 € smo morali odšteti za komplet fotografij. V vsakem primeru bi občanom priporočal, da preverijo veljavnost svojih osebnih dokumentov, to je potne listine in osebne izkaznice, in da pravočasno pristopijo k zamenjavi le-teh. Ni potrebno, da čakajo na zadnji teden, zadnji dan, zadnji mesec, lahko tudi par mesecev prej. Kateri so tisti dnevi po vaših izkušnjah, ko je najmanjša gneča, kdaj svetujete ljudem, da se morda oglasijo? Tu bi bilo za poudariti, da so uradne ure v upravni enoti na področju sektorja za upravno notranje zadeve, kamor spada tudi zamenjava osebnih izkaznic, vsak dan v tednu. To pomeni tudi ob torkih in četrtkih. Ugotavljamo, da je ravno ob teh dveh dnevih, to je torek in četrtek, gneča najmanjša. Koliko znaša trenutno čakalna doba? Mislim, da je trenutno okoli 10 dni. V primeru, da bo prišlo do večjega števila zamenjav, pa se bo ta doba seveda na nek način tudi podaljšala. Kaj pa prioritetna oziroma hitra izdelava listin? Ja, dopuščena je tudi prioritetna izdelava listin. To pomeni za občana tudi dodatno plačilo, vendar bi občanom predlagal, da se prioritetnih izdelav listin v čim manjšem obsegu poslužujejo, ker lahko se zgodi, da bo tudi prioritetna izdelava trajala dalj časa. Končno je napočil trenutek resnice in referentke za podaljšanje osebnega dokumenta smo predložili fotografije, pri čemer je prva takoj odpadla, saj je bila prestara in ni več odražala dejanskega stanja. Zapletlo se je pa tudi pri drugi. Ja, ta je fotografija z avtomata, ne? Ampak ta fotografija ne gre skenirati, ne? Kaj bi si s tem javil, da ni vredno oziroma? Mi takoj vidimo, ne? Slika, ko je... Ni dimenzije prave, ne? Ta je ustrezna, se pravi, ta pa ni ustrezna, ker nima niti roba, niti nima zasenčenega ozadja, ne? To je pomembno pri tem. Pogosto srečujete, da ljudje? Ja, zelo veliko, ne? Stranke pač poceni to kupijo oziroma se fotografijajo, ceneje pride, dejansko pa pol še enkrat mora ponovno se fotografirati za novo fotografijo. Smo ugotovili, da so se začeli ljudje zavedati, da jim potečejo dokumenti in so začeli tudi prihajati se fotografirati za osebne dokumente. Posebej deluje, kadar v javnih medijih, časopisih, elektronskih medijih to objavite in je takoj drugi dan se pozna, da eni pogledajo zvečer dokument, da mu poteče in tudi reagirajo na to. Kaj svetujete ljudem, kako se fotografirati? Slišali smo, da fotografija za pasoš velja tudi za osebno izkaznico, na kaj morajo biti pozorni? Tako vsak fotograf, ki je registriran za fotografiranje za dokumente, ve, kakšna so pravila in tako tudi mora fotografirati stranko. Pomeni, mora biti stranka fotografirana oseba frontalno, ne sme biti zakrito čelo, ne sme se smejati,
torej lahko je prijazna slika, vem, da se ne smejo videti zobje, mora biti torej usta zaprta. Ta fotografija se potem lahko uporabi za dokumente, kot so potni list, osebna izkaznica in za vozniško dovoljenje. S tem, da moram poudariti, da za osebno izkaznico in potni list obstaja aplikacija e-fotograf, katero mi tudi izvajamo in stranka samo s potrdilom lahko uredi na upravni enoti vse, kar je v zvezi s fotografijami. To pravilo že velja tudi za vozniška dovoljenja, vendar še aplikacija na Ministrstvu za notranje zadeve ne deluje, torej pomeni, da se še potrdilo ne more izkoristiti za vozniška dovoljenja. E-fotograf, to pa je najboljše, zato ker je slika identična osebi, je zelo jasna in čista, tako da to so najboljše fotografije dejansko. Ja, dejansko očitamo samo tole številko, številčno kodo in slika je pripravljena za nadaljnjo izdelavo. Kako pa je kaj s fotografiranjem uporabnikov, ki nosijo očala ali imajo denimo brado, tako kot jaz? Mi na osebno podobo osebe, ki se pri fotografiji ne moremo vplivati, torej fotografiramo takšna, kot je, lahko pač svetujemo, da se oseba fotografira brez očal, ker več zakonsko ni potrebno. Če pač ima vedno imidž, da nosi očala, tudi z očalami fotografiramo, vendar moramo zelo biti pazljivi, da niso v očalih odsevi, oziroma da okviri očal ne grejo čez oko, čez zenico, ker je potem fotografija neuporabna oziroma ne bi šla skozi, kot mi rečemo. Pri bradi je pa tak, tega ni toliko pogosto, da bi bilo, vendar je dobro, da se spodnji del brade koliko toliko vidi, oziroma treba najti točko, da se potem poravna višina glave, tako da to pač potem malo iznajdljivost fotografa, oziroma včasih tudi treba malo se za stranko pogovoriti, da se pač to uredi, da pač gre fotografija skozi vse normative. Tako ni presenečenje, katera fotografija je kot edina ustrezala omenjenim merilom. Profesionalna. Ta ustreza osebno izkaznico, za potni list in tudi za vozniško dovoljenje. Z ustrezno fotografijo ostane odprto le še vprašanje financ. Za 32-stranski potni list z veljavnostjo 10 let boste morali odšteti 41,55 evra, medtem ko vas bo izdelava osebne izkaznice z 10-letno veljavnostjo stala 18,77 evrov.